Amin. In svojim duhom. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Ko so angeli šli od pastirja v nebo, so ti govorili drug drugemu: pojdimo torej v Betlehem pogledat to, kar se je bilo zgodilo in kar nam je sporočil Gospod. Pohiteli so tja in našli Marijo, Jožefa in dete, položeno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, oznanjam vam veliko veselje, tako je spregovoril evangelij polnočne svete maše. V današnjem evangeliju pa smo prebrali posledico tega, kako so pastirji šli, pohiteli tja, kjer se je rodil očlovečeni Božji sin. Prebujamo se torej v praznik, ki ga vsi po celem svetu obhajamo kot rojstni dan našega odrešenika. Rojstni dan večne besede, ki je že od vekomaj. Tiste, ki je bivala še preden se je pričel obstoj vesoljnega stvarstva in je v tihoti noči nadela našo človeško naravo, zato da bi nas umrljive ljudi tudi odrešili. Po Mariji, ki je žena iz neznatnega judovskega Nazareta, je v Jezusu Kristusu v večni besedi Bog postal eden izmed nas, to je človeški otrok. Prišel je k nam, da ostane z nami in da se od nas in našega življenja nikoli več ne odmakne. Tako božični noči Bog prične deliti z nami vso našo človeško zemeljsko usodo. Postaja sopotnik našim korakom v bolezni in zdravju, v sreči in nesreči, vse dni našega življenja, zato da bi mi postali Božji. Znanilec njegovega prihoda je torej najprej mir, ker je tudi on imenovan kot knez miru. Tisti, ki nikomor ne grozi, ampak samo bladruje, nikogar ne zavrne, ampak vse blagoslavlja. Nič mu ni odvratno, ampak vse, kar je ustvaril, čeprav je nepopolno, v resnici ljubi. Veseli se vsakega človeka in prišel je zato, da bi rešil izgubljene, ker mi ne najdemo poti do njih. Da bi vzdravil bolne, ker jih drug v našem življenju nikakor ne more. Da bi potolažil hudo žalostne, ker to zmoremo samo z njegovim sočutjem in v njegovem imenu. Tudi on je živel sredi nemira in nevarnosti, sredi preganjanj in sredi trpljenj. Samo spomnimo se pokola betlehemskih otrok. Ni se ustrašil stopiti v človeštvo, v človeka. Delal je samo dobro, govoril je besede blagoslova, ki imajo moč tudi rešitve. Še zmeraj trka na vsa vrata srca, povsod želi biti doma, rad bi podaril vsakemu človeku pravi mir. Med nami je ustanovil majhno in skrito kraljestvo, ki je kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni, notranjega veselja in vsega, kar v našem življenju temu daje resnični blagoslov. To kraljestvo v sebi nosijo vsi, ki so sodelavci za takšen mir. Čeprav se zdi, da so ga krivičnosti in vojne povsem poteptale, ga ni mogoče dokončno uničiti. Je namreč večno in z Božjo močjo. Nad njim ima oblast samo resnični in pravi Bog, učlovečena beseda, ki je danes postala meso. Novorojeni Bog nam je prišel povedati, naj nas ne bo strah,
na poti našega življenja, saj je on z nami, ker je Emanuel. Kdor se mu resnično zaupa in ga tudi vzljubi, bo našel rešitev, ne na tem, ampak v njegovem blaženem svetu, kamor se po grozovitem trpljenju in stajenju od mrtvih tudi on vrača, da nam pri sebi pripravi nesluteno čudovitost bivanja, ki nikdar ne bo več minila. Toda tudi on je prišel na ta svet, da bi živel čisto človeško življenje, da nam bi bil enak vsem, razen v grehu. Postal je človek, da bi mi postali Božji, in Bog se je sklonil, da bi nas v resnici povišal. Ob koncu zemeljskega popotovanja bomo potrkali na vrata tega blagodejnega sveta, Božjega kraljestva. Ne bomo razočarani, ker nam jih bo odprl knez miru. Takrat nas bo spomnil, kako zelo vesel je bil, ko smo na božični dan odprli vrata našega doma in predvsem tudi vrata našega srca. Blagodejen, vesel in miren Božič vam želim, naj Gospod vstopa v vaša srca in tem srcem podarja tudi mir in s tem pripravlja vašo usposobljenost, da bi živeli odslej kot otroci luči. Vse vas blagoslavljam z ljubeznijo novorojenega Boga, Očeta, Sina in Svetega Duha, ki naj tudi nad vami vedno ostane. Amen.